Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bom delala, kaj je v moji make-up, potovalni make-up torbi oziroma travel bag. Ta video sem v bistvu že snimala pred, ne vem, manj kot enim letom, ampak sicer v angleščini, tako da ga bom zdaj posnela tudi v slovenščini. Če vas to zanima, nadaljujte z gledanjem. Kmalu grem v Turčijo za nekaj dni, da bom posnela še naslednji teden, kaj spakiram za moj carry-on, če vas to zanima, oziroma v mojo potovalno torbo, ki jo vzamem na letalo. Pa potem bo še kakšni vlogi, pa mogoče kaj zvezi s potovanjem še pride. Če vas zanima, kaj zvezi s potovanjem, me pišite spodaj, mogoče lahko naredim kakšen video na to temo. Torej, torbica gleda tak. Je iz H&M-a in mislim, da je stala okoli 20 €. Ampak je vredna in bi jo kupila še enkrat. Odpre se na sredini in potem so 3 predalčki. Šla bom prvo na eno stran predala. Eno stran torbice. Torej v prvem predalu se nahaja moja zobna ščetka, ki jo imam sicer v eni drugi torbici, ki zdaj nisem najdla. Mislim, v torbici oni posodici za zobne ščetke. Potem imam tukaj od Lusha Mint Julips, ne vem, peeling za usnice, ki sem ga dobila od sestre za božička. In res deluje ful fajn in tak mint je in lahko ješ to ful. Superca. Potem imam še eno kremo od Nivea za obraz, ker je tako mala, da si ne rabim one moje kreme, ki je sicer drugače za obraz ponavadi upravljam, ker kokosov olje sem to imam za potovanja. Grease Lightning od Lusha, ki je proti mozoljem. In izgleda tak in deluje dansko ful dobro, zdaj nekaj časa nisem uporabljala, ker sem imela malo težave z enim izdelkom od Lusha, ampak ne tem, tako da edina krema, ki dansko pomaga proti mozolom. Ful mi je vroče. Ok, torej sem bil prvi predal, zdaj gremo pa v sredinski predal, v katerem imam šampone pa take stvari. Teda v njem imam šampon Mane & Tail, ki je meni res ful dober šampon. Kmalu mi ga bo zmanjkalo, teda bom naredila review, ker vas je enih par mi rekla, če lahko naredim. Imam šampon in balzam noter. Pač to so tako kar veliki posodice in dejansko mi paše v torbico, tako da. Še v iste imam britvico in pa od Mixe za obraz. In ta čistilna mleko, kakorkoli za obraz, je meni najboljša čistilna krema, kar jih obstaja. Zaenkrat. Torej, zdaj gremo pa še na zadnji predalček, ki je tukaj. V njem pa imam make-up stvari in zdaj vam pokazala, kaj sem noter. Prvo je čopič za obrvi. Potem imam noter od, sicer tu noter ni Makeup Revolution Concealer, ampak noter si jaz pumpam moj foundation, tako da naravim celo pakongo podlage, sem vzeti, lahko tu noter napumpam in imam dovolj za 3 dni. Ok, malo več, ampak recimo, pač, ker grem zdaj za par dni, tako da je to čisto dovolj. Potem imam še nek par čobičev. To je prvi čobič, s katerim v bistvu nanašam highlighter, pa tudi lahko ta translucent powder. Potem imam to, kar tudi lahko v bistvu uporabljam za translucent powder, ampak to uporabljam bolj za contour. Potem imam še to in pa to za oči, ker pač jaz nazajam ful vseh čopičev zraven, ki jih imam. Potem imam noter še to od Real Techniques Beauty Sponge, ki naj vam povem, jaz sem prej imela vedno ene druge, pa se mi zdi, da niso slabi, ampak ko sem to probala, sem gotovila, kak fucking slabe so moje druge beauty blenderji bili. Pač ko sem rekla, da so oni iz Primarka vrejo oprosti, ampak jaz sem mislila, da so. Zdaj pa, ko sem probala to Real Techniques, pa no go, tako da je to milijonkrat boljše. In če hočete, v DM-u je bolj poceni kot Millerov. Potem še imam noter concealer od Catrice'a, ki deluje super, mi je v bistvu najboljši concealer. Kljub temu, da je oni od Makeup Revolution bolj prekrivn, ampak ne vem, tako se mi zdi, da se mi on od Makeup Revolution ful bolj krisa. Nekaj mi ni najbolj všeč pri onem, ne vem točno kaj, mogoče nisem imela vrej. Mislim, si moram še enkrat kupiti, ker se mi zdi, da takrat sem imela en primer, ko ni bil glibrejo. No, potem imam zraven še od Makeup Revolution Ultra Strobe Cream, ki se dam prvo gor, pol pa grem preko s highlighterom, ne vem, če se to tako delam, ampak jaz to tako delam. Potem imam tudi od Makeup Revolution Rose Gold Highlighter, ki
Gleda tak in imam gor, zdaj se tako ne videlo, ker je preveč svetlo. In pa zraven imam še maskaro, ki je Volume Million Lashes od L'Oréal Paris. To. In še zadnja stvar, ki jo lahko najdete v moji torbici, so umetne trepalnice, ki so iz AliExpressa. Torej, to je to. To je v bistvu vse, kar imam jaz v torbici, da vam pokažem. To je zdaj prazna, oziroma tudi imam čopiče, sem jih predstavila. Teda, dejansko je kar prostorna, ker imam vse, kar rabim tu noter. Potem pa bom v kufer še ponavadi spakiram kako eyeshadow paleto, ono contour paleto, ki jo imam, ampak to gre vse v kufer. Če vas zanima, kaj jaz spakiram v kufer za čez vikend potovanje, ker grem čez vikend in bom imela oni mali kufer, lahko naredim, ampak se mi zdi vseeno bolj zanimivo, da naredim tudi v bistvu, kaj imam v mojem carry-onu, ker vem, da eni ljudje dejansko zanima, kaj vzeti, kaj je preveč, kaj ni vrej. To je v bistvu to. Če vas zanima še kaj zvezi s potovanjem, kaj sem isto rekla že na začetku, bom rekla še enkrat. Če vas zanima kaj zvezi s potovanjem, bilo kaj mi naspori napišete, lahko mi napišete na Instagram in potem bom posnela video na to temo. Če vas zanima, kaj imam v kufru, kako se potuje, ne vem, kaj zvezi s potovanjem, naspori napišete, lahko naredim Q&A na to temo. I don't know. To je ideja. Hvala, da si gledali ta video, če vam je bil všeč, ga lajkajte, se naročite in pa se vidimo v naslednjem videu.